Danes je z nami Tilen Mlakar, mladinski delavec pri Oratoriju Slovenija. Govorila bova o trenutnih oratorijih, ki se odvijajo po Sloveniji. Zelo zanimiva tema, ki spremlja celotno poletje. Dobrodošli, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Hvala, da ste prišli. Letošnji oratorij zaznamuje lik Hajdi. Ampak za začetek se dajva ustaviti pri tem, kaj je oratorij in kakšna je njegova zgodovinska vloga, kaj prinaša sedaj v tem času in kako je bilo, kje so bili te zametki v zgodovini, odkot je nastal. Ja, zgodovinsko bolj kot ime oziroma bolj kot ta koncept, kot ga poznamo danes kot neke počitniške programe. Zgodovinsko izhaja iz dela Don Bosca, Janeza Bosca, to je bil italijanski vzgojitelj v 19. stoletju, ki je bil začetnik tako imenovanega preventivnega vzgojnega sistema, ki temelji predvsem na tem, da smo z mladimi prisotni in jih preventivno, preusmerjamo od nekih za svojo navzočnostjo, za svojim zgledom, jih preusmerjamo od nekih negativnih vedenj ali pa tistih, ki grejo proti pravilom, k stvarem, ki so konstruktivne in v skladu s pravili. Zdaj pri nas, kot poznamo danes oratorij v Sloveniji, se je začel proti koncu 80. let, takrat so se začeli zametki, ko je bilo to mogoče sploh, spet po drugi svetovni vojni. Ko so se mladi nadobudni, navdušeni, najprej redovniki in redovnice, začeli organizirati takšne programe, in ki so potem dobili ime v našem prostoru oratorij. Spravi, gre za nek počitniški program za otroke, ki ga pripravljajo mladi sami, to so večinoma srednješolci in študentje, ki pa ni samo neko počitniško varstvo, ampak se trudi vedno imeti tudi čim bolj neko vzgojno noto, prinaša neke vrednote, sporočila, ki želimo tudi vzgajati na oratorijih. Da ima neko vsebino, na katerem temelji. Tako. No in to se je potem zelo hitro potem začelo širiti. Ta koncept oratorijev je postal priljubljen marsikje in se je tudi prevzele pač ne samo županije pri Salezijancih, pa tudi širše. Tako da danes, se pravi letos recimo imamo po vsej Sloveniji 313 oratorijev, večinoma trajajo en teden, kakšni tudi kakšen dan manj, kakšni tudi najdaljši oratorij pa poteka 4 tedne. Tako da tukaj se gibljamo. Tako bi rekel, se pravi, kvantitativno, če še to povemo, bo letos vključenih v oratorij okrog 25,000 otrok, zanje pa bo poskrbelo tam 7,500 do 8,000 animatorjev mladih. Tako da na to smo res ponosni, čeprav je samo številka, ampak je lepa številka. Ampak je vredno omeniti, da se toliko ljudi vključuje. No, nekaj ste mi že omenili, a kakšen pa je pomen za sodobno versko prakso tale oratorij nasplošno? No, oratorij mislim, da ima pomen na različnih nivojih, ne samo za versko prakso. Če v smislu je gotovo za mnogo župnij je to pomemben del njihove mladinske in otroške pastorale, nekaj, kar marsikje drži mlade skupaj in povezane z župnijo in jim daje nek zagon, tudi potem za srečevanje čez leto. Je pa zelo različno od kraja do kraja. Nekje pač animatorske skupine dejansko delujejo celo leto in imajo tudi druge projekte. Nekje se pač izberejo samo za oratorij, pa ga poleti izvedejo. Ampak gre pa tudi še za dosti več od tega. Gre tukaj, se pravi, kot smo rekli, za eno kvalitetno vzgojo, eno izkušnjo neke kako bi rekel, naravne igre in kvalitetno preživetnega skupnega časa, brez nekih ekranov, ne pred telefoni, ne zaprti v sobah vsak zase, ampak res v neki skupni igri, v skupnih programih. Tako da ta izkušnja je že zelo dragocena za sodobne otroke. Gre tudi konkretno za marsikakšne družini, konkretna pomoč pri enostavno organiziranju počitniškega časa, ki nudi, v bistvu oratoriji nudijo zelo tudi cenovno ugodno in kvalitetno varstvo za otroke, za starše, ki enostavno
nimajo 2 meseca dopusta, da bi lahko bili ves čas samo z otroki, ne, in morajo nekje otroci tudi preživeti ta čas. Potem pa tudi mislim, da je zelo pomemben, en izmed teh pomembnih vidikov je, da oratoriji povezujejo lokalno skupnost. Ne. Gre za projekte, ki jih izvajajo večinoma mladi, ampak vedno v sodelovanju tudi z širšim okoljem, ne. Pa priskočijo na pomoč ali gasilci, pa kje je župnijska Karitas, pa drugi posamezniki. Gre tudi za neko tako medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje na lokalni ravni, ki je zelo dragoceno. Letošnji osrednji lik oratorija pa je Heidi. Kakšno je sporočilo te zgodbe in kako je vpeta v oratorij? Ja, letos je prišla na vrsto, se pravi, neka literarna predloga, ker to vsako leto malo, mislim, na 3 ali pa 4 leta to menjujemo. In smo izbrali zgodbo o Heidi, in mislim, da smo zelo dobro izbrali. Je taka, po eni strani preprosta zgodba o deklici, ki zelo čuti z naravo, je zelo blizu narava, pa ne samo narava, ampak ona se čudi in je navdušena res nad vsako preprostost stvarjo. Ta preprostost nam pogosto manjka tudi, mislim, da je lahko tak lep zgled recimo otrokom tudi navdušen nad preprostimi stvarmi, da ne rabi biti nekaj zelo zapletenega ali pa vedno samo na ekranih. Ne, lahko se čudimo in se veselimo že neke cvetlice, neke živali in take stvari. Spravi, ta preprostost je en pomemben vidik. In nasplošno so njeno navdušenje nad življenjem. Ne? Zato smo tudi izbrali geslo letošnjega oratorija: življenje je lepo. Želimo ta pozitivni vidik vzbujati v mladih, ki jim danes in velikokrat ne znamo tega podati. Velikokrat pridejo do njih samo negativne stvari, samo informacije o vojnah, o podnebnih spremembah, samo stvari, ki v njih vzbujajo strah o prihodnosti, medtem ko je v življenju toliko lepih stvari, ki si jih pa lahko veselimo in v sedanjosti in tudi za prihodnost. Tako da to je tudi ena pomembno sporočilo. Pa potem recimo pač to, kar zgodba o Heidi prinaša, čisto kar ponavadi izhajamo pred izborom teh vrednot iz zgodbe, kakršna je, čudenje ali pa nekako vrednota stvarstva je izpostavljena kot in kot narava in kot vse, kar je ustvarjeno, da smo vključno z nami ljudmi, da znamo videti v tem nekaj dragocenega, nekaj lepega. Potem tudi pomen prijateljstva, ki ga goji Heidi z 2 likoma, s Klaro in s Petrom, recimo, je lahko nek zgled tudi otrokom v njihovih odnosih medosebnih. Pa njena skrbnost, ki jo pokaže v bistvu do vseh, ki jih sreča, do vsakega je zelo skrbna. To je tudi izpostavljena. In konec koncev tudi pogovor z Bogom, ki je eno iz osrednjih sporočil te zgodbe, da nekako kako jo lahko tudi v nekem neformalni obliki se kdorkoli in kadarkoli pogovarja z Bogom. Torej, zelo raznolika zgodba, ki povezuje številne like in posledično, kakor ste rekli, tudi veliko vrednot, lastnosti, ki jih lahko posredujejo naprej otroci, tudi drugim v družini, v okolju. No, omenili ste, da ni oratorij samo varstvo, ampak tudi povezovanje, veliko je dodatnih aktivnosti. Bi morda izpostavili, katere aktivnosti in katere dodatne stvari, ki povezujejo mlade, izvajajo po posameznih oratorijih, na primer? Se pravi, vsakodnevno imamo neke sestavne dele oratorijskega dne, ki naj Biblija nekih izvajajo, ki niso zdaj tipični za vsako varstvo. Tukaj recimo ravno ta zgodba, ki je v ospredju, je vsak dan dramsko zaigrana. Je neka dodana vrednost in za animatorje, ki se učijo teh veščin dramskega nastopanja, čiste kulturna komponenta tega. In enostavno uživanje v to zgodbo tudi ima za otroke tudi neko posebno dodano vrednost. Potem imamo vedno tudi neke, se pravi, praktične veščine, delavnice,
takšne ali pa drugačne, kakor se animatorji organizirajo, kjer spet učijo se nekih ročnih spretnosti ali pa drugačnih stvari, ki jih mogoče danes, ki jih gotovo danes primanjkuje. En pomemben del je tudi potem igra, a bodi si v manjših skupinah, bodi si potem ponavadi rečemo velika igra, je vsaj 2-krat v tednu se zgodi, ko se vsi otroci na oratoriju igrajo skupaj, razdeljeni v manjše skupine, ampak ali nabirajo kakšne točke, ali nekaj gradijo, ali iščejo zaklad, ali so vodne igre, kakorkoli pa že, neko taka velika skupna igra. Pomemben vidik je pa tudi seveda trenutek, ko se po manjših skupinah otroci z animatorji zberejo in se pogovarjajo o vrednoti tistega dne. Da jim animatorji poskušajo na njihov način oziroma na njihovem nivoju približati tisto vrednoto in da nekaj od tega aktualizirajo tudi za njihovo življenje. Tako da to. Večina oratorijev pa je tudi, gre enkrat na teden, gre nekam na izlet, ali z avtobusom se kam peljejo, ali grejo na kakšen pohod, kakšen sprehod, če imajo te možnosti, odvisno seveda, kakšne možnosti imajo posamezni oratorij. Kako pa dopolnjuje druge župnijske dejavnosti in kako pomaga v pastoralnem delu oziroma v duhovni rasti župljanov? Mislim, da je težko ločiti oratorij v smislu, se pravi, kaj od njega predvsem animatorji dobijo od duhovno ali pa osebnostno, ker je vse skupaj povezano. En animator, ki je vključen v oratorij, dobi ogromno tudi nekih raznolikih kompetenc, od vodenja skupine, javnega nastopanja, neke organizacije, načrtovanja, evalvacije, vse to. Pa potem bolj, ko gre nekako več odgovornosti, kot ima, več je teh kompetenc, pa ponekod tudi pridobivanje sponzorjev, komunikacije z občino, recimo, če tudi ta povezava poteka. Tako da tukaj so zelo take raznolike kompetence, ki jo dobiva. Seveda pa je vključeno v to tudi odnos do Boga, se tudi njemu priporočamo, je nekako ta duhovna komponenta vedno tudi zraven, zdaj v kakšni meri in tako naprej je pa veliko odvisno od klime v župniji, od tega, koliko je nekako te animatorji, ki so tam, pa družine in župnik in celotno okolje, koliko je nekako tudi že prej neke zasnove tudi, ali pa nekako globoko je to duhovno življenje že v župniji. Je pa pač, mi bi rekel, ta duhovni vidik je za nas sestavni del vsega. Ne želimo ločevati duhovnega stran od vsega ostalega. To je vse skupaj sestavni del naše osebne rasti, ki je prav, da jo doživimo vsi in še posebej mladi. Preden pa skleneva najin pogovor, bi vas še prosil, da strnete nekaj misli o vsem tem, kaj je oratorij, kako povezuje ga lahko s Svetim pismom, z nekim verskim sporočilom, pa tudi, kaj bi dali za popotnico našim poslušalcem. Mogoče, če povzamem, mislim, da je oratorij predvsem ena lepa priložnost za vse, ki so vanje vključeni, tako za animatorje, kot za celo lokalno skupnost, kot za župnijo. Priložnost, da nekaj naredijo skupaj, da zrastejo tudi v medosebnih odnosih, da je neka spodbuda za povezovanje na vseh ravneh, za medgeneracijsko povezovanje, za povezovanje različnih skupin znotraj kraja, znotraj župnije. In zdaj nekateri oratoriji to odlično izkoriščajo to priložnost, kakšni mogoče še pa ne, in nekako si želim pa vabim vse, da bi izkoristili vse te potenciale, ki jih oratorij prinaša, da bi bil res neka, ne samo nek projekt, ki ga na hitro poleti izvedemo, ampak nekaj, na kar se animatorji intenzivno pripravljajo in ob tem tudi rastejo,
in hkrati nekaj, kar zažge neko iskrico, ki potem gori tudi tekom celega leta. Ne. Na ta način bomo najbolj izkoristili ta potencial, ki ga oratorij prinaša. Gospod Mlakar, hvala vam za tale pogovor, za vse te misli. Želim vam še naprej veliko uspehov pri vašem delu, pri ustvarjanju na mladinskem področju in naj vas spremlja vse to, kar ste nam danes zaupali. Hvala za vabilo. Vam pa, drage poslušalke in dragi poslušalci, hvala, da ste bili danes z nami. Sedmi dan.